našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Prav ta trenutek, to uro, je za našo ljubljansko stolnico poseben dogodek. To uro se bomo spomnili, da je bil v tej cerkvi pred 300 leti, torej na današnji datum 2. maja 1721, krščen Peter Pavel Glavar, veliki mož slovenske zgodovine, slovenskega naroda, veliki dobrodnik. Zato se bomo danes posebej Bogu zahvalili, da ga nam je poslal, da smo imeli takega, kakršen je bil, s tolikimi talenti, tolikimi darovi, sposobnostmi in iznajdljivostmi, da nam je postal res pravi vzornik, zgled, lahko tudi rečemo priprošnik. Zato danes, ko obhajamo 5. velikonočno nedeljo, ko bomo slišali v Evangeliju čudovito priliko o Gospodovem vinogradu, o trti in mladikah, da bomo tudi vključili vse tiste naše rojake vseh stoletij in tudi zlasti te, ki sedaj živimo, da bi bili trdno povezani s to trto, ki je Kristus kot ostali zveličan. Želim, da bi Tomašo na poseben način doživeli kot veliki dan Boga Najvišjega, ko se smemo in ko moramo se spominjati 300. obletnice rojstva in krsta, ker na ta dan je bil tudi rojen in je potem mati, njegova Ana, Marija, ga prinesla v to stolnico svetemu krstu. Kako tudi mi se spomnimo svojega krsta, kako pomenljivo je to, da se vcepimo, da se vključimo v to Jezusovo življenje, da postanemo eno z njim, to, kar bomo še danes posebej slišali v Evangeliju. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod,
jedino Ti, najvišji Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Savel prišel v Jeruzalem, kjer se je skušal pridružiti učencem. Toda vsi, ki so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec. Tedaj se je zanj zavzel Barnaba in ga predstavil apostolom. Povedal jim je, kako je Savel v potjo videl Gospoda, ki mu je govoril, in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu. Poslej se je z njimi družil v Jeruzalemu in pogumno govoril v Gospodovem imenu. Razpravljal je z helenisti in se z njimi prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti. Ko so bratje to zvedeli, so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tars. Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem, ter rasla v tolažbi Svetega Duha. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo iz prvega pisma apostola Janova. Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Potem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice. In pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja, saj je Bog večji od našega srca in ve vse. Preljubi. Če pa nas naše srce ne obsoja, smo lahko z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina, Jezusa Kristusa,
in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da ostaja v nas, pa spoznamo po duhu, ki nam ga je dal. Poslušali smo Božjo besedo. Ostanite v meni in jaz o vas govorim, Gospod. Kdor ostane v meni, rodil bi v nasadu. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. I Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržijo proč, kakor mladiko, in se posuši. Ti mladike poberejo in vržijo ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Uje Kristusov evangelij. Tebi, Kristus. Spoštovane sestre in dragi bratje, danes teden, se še spomnite, smo v Evangeliju slišali čudovito tudi prispodobo dobrega pastirja. Jaz sem dobri pastir, ki svoje ozdo
Jaz jih vodim ven in not na dobre pašnike. Kakšna Božja ljubezen in skrb. Danes pa spet slišimo čudovito prispodobo, ki jo je Jezus uporabil pri zadnji večeri. Ta odlomek je namreč vzet iz govora, postavilnega govora pri zadnji večeri. Spet Jezus vzame tisto vsakdanjo prispodobo, kot je bila apostolom dobro znana pastirska služba, ovce, pastir, tako jim je bilo dobro znan vinograd, trta, mladike. Najbrž je Jezus to prispodobo, to preprosto domačo prispodobo zato tudi povedal pri zadnji večeri pri tej mizi, da je učence vendar malo prebudil k pozornosti. Saj so bili gotovo vznemirjeni. Saj tisti večer so doživeli šokantne stvari, izdajstvo, zatajitev, umivanje nog. Razbežali se bodo. Jezus bo ležal na tleh in potil krvavi pot. Oni bodo videli, kako bodo Jezusa prijeli. In zato jim pove preprosto prispodobo, da bodo vsaj malo razumeli, kaj jim on mora pomeniti v življenju. On, ki sedaj odhaja v trpljenje in smrt in vstajenje in nazaj k očetu, ki je vinogradnik. On je tista trta, ki jo Bog Oče pošilja, da nam postane vir življenja, da iz teh korenin Kristusove besede, njegove Evharistije, ki jo bo postavil pri tej mizi zadnje večerje, da bi bili res vedno polni življenja. Da ne bi bile mladike, ki bi bile odstranjene in vržene proč. Kako je Jezus tu jasen? Se te mladike poberejo in vržejo v ogenj, ne da jih narava sama pospravi z dojenjem in staranjem, ampak ogenj jih bo uničil. Torej, sestre, bratje, to je tudi hud opomin za nas, da moramo mi biti kot žive mladike na tej trti. To pomeni, da moramo Jezusovo besedo vzeti za res, ne tako mimogrede, s površnim poslušanjem in potem hitro pozabo. Ne smemo biti podobni tistemu semenu, ki pade med grmovje, med trnje ali pa na trda tla. Ampak moramo to Božjo besedo vsakokrat sprejemati v rodno posest, da prihaja iz nas dobri sadovi. In takšen človek, ki je bil res živa trta na Gospodovi trti, živa mladika, naš Peter Pavel Glavar. Kako ga imam rad? Ker ga poznam iz zgodovinskih spisov, iz pripovedovanj. Kako se je zavzemal za mojo rojstno in krstno župnijo Komendo, kamor je prišel službovati pod pokroviteljstvom Malteškega viteškega reda v sredi
18. stoletja, tam po letu 1746 in potem bil v Komendi do 66. leta. 45 let je bil takrat star, ko je šel iz Komende, kjer so ga imeli radi. Ker kaj je on vse storil za to našo Komendo? Kaj je vse mojim prednikom, našim Komenčanom in tudi drugim Slovencem dal ravno preko pastoralne službe v Komendi? Kako je natančno z odgovornostjo izvrševal koncilske odloke Tridentijskega koncila, ko je obiskoval družine vsako leto dvakrat in se srečal z vsemi župljani in jih tudi poučeval in spraševal. To je bila pastorala. To je bil kontakt dušnega pastirja s svojimi farani. Kako nam je dal nam duhovnikom reč čudovit zgled in kako je bil on globoko pobožen. Vemo, da je imel sestavljene molitve za jutranje oblačenje, ko se je oblekel posamezne dele na svoje telo, ko se je oblačil čevlje, nogavice in druge dele za opravke čez dan. Za vsako stvar je imel sestavljeno tudi molitev. Kako je znal živeti povezano z Gospodom. Vse je delal v Gospodu. Zato je bil tako tudi lahko navdušen karitativni delavec, da je skrbel za bolne, tudi za njihovo starost poskrbel in pozidal prve hiralnice, kot so takrat rekli, tem ustanovam in tem hišam. In potem tudi, kako je skrbel za vse druge kmete, da bodo zdravo živeli in imeli pravi odnos do narave. Kako jih je učil ljubiti čebele. In zato je tudi poskrbel posebno šolo in čebelarsko društvo. Da ne naštevamo vsega, ker ne bomo imeli časa sedaj. In potem tudi, da preskočimo, ko je zapustil Komendo, ko bi mu morali podaljšati službo pod Malteškim viteškim redom, pa je dvomil, da ne ve, če bo to službo lahko nadaljeval, je šel na Dolenjsko. 45 let in kaj ga je tam čakalo? Stara greščina v Lanšprežu, razpadajoče zidovje, kapela, cerkev, kmetijsko poslopje, gospodarstvo. Vse to je oživil in poživil. Vidite, to je ta energija, ki jo človek dobiva, če živi iz Boga. Če živi iz te bogate trte. To je Jezus Kristus, ki je vir življenja, ki prinaša besedo življenja, ki daje kruh, ki nas vedno znova nasičuje in poživlja in ki nam daje energijo. Kje jo je dobil v Evharistiji in je potem vso to graščino obnovil in tam potem postavil posebno šolo za čebelarje. Posebno je dolenjske kmete učil sadjarstva. No, v spomin že letos so posadili tudi tam okrog te graščine, kjer je stala, seveda je bila po naših vojnih, slavnih letih svobode podrta pod tal. Tam bodo sedaj
niso zasajeni novi sadeži jabolk. Letos so jih posadili 65 visoko rastočih, debelih jablan in jih bodo še. In potem čebelnjak. On je imel tudi zelo rad tudi to simboliko slovenske lipe. In je posadil v Komendi, in je posadil potem tudi v Lanštrežu, da bi tudi s to simboliko ljudi duhovno prebujal. Ljudje Božji, niste od danes do jutri, niste kar tako nekam padli z neba, ampak imate prave korenine, od nekod ste prišli, ste v Božjem programu, tako kot vsak sadež, kot vsako drevo, ki ima korenine, ki ima deblo, ki ima veje, ki ima cvetje in ki potem lahko prinaša zdrave sadove. To je bil naš Peter Pavel Glavar, katerega rojstvo danes obhajamo 300 let in ki je bil krščen na isti dan, ko sem dejal, tudi v tej stolnici. In mi smo danes priče teh bogatih njegovih korenin. In zato naj nam ta maša, ta daritev bo posebno doživetje, da se bomo res vcepili, vključili v Kristusa, ki nam je res prava vinska trta. In da se znamo tudi ob Gospodu očistiti in obrezati in da še prinašamo še več sadu. In zato bodimo res kvas in sol temu svetu, da ne bomo kakšne 3 dni živeli in se nekaj šli, kot se gredo nekateri na kolesih v petkih v Ljubljani in upijo neke stare parole, ki so se jih nekje naučili, ki niti ne vedo, kaj pravzaprav danes pomenijo in kaj naj bi pomenile. Kako plitvo živimo danes, v modernem svetu, mobilnosti, velikih stavb in mogočnih cest in ne vem kakšnih internetov, pa duhovno pa tako ohromljeni, prazni. Zato rabimo vzornike, kot je naš Peter Pavel Glavar. Sestre in bratje, molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naš Bog prinaša vse. Na oltar ti prinašamo skromne darove. Ti pa nam daješ delež pri svojem možanstvu. Prosimo te, naj tvojo resnico globlje spoznamo in jo vsak dan razodevamo v življenju. Po Kristusu našem Gospodu.
Gospod z vami, višjo srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinja pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Razdejal je moč pradavnega greha, dvignil je in prenovil padli svet in nam ljudem vrnil polnost življenja. Zato se velikonočno veselje raduje v svet, pa tudi angeli v nebesi, nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod Bog, vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hosana na višavah. Resnično si svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato Te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kirih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kirih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služimo v oltarju. Spomni se tudi naših dragih rajnih, ki so zaspali v upanju na vstajenje, tudi pokojnega Petra Pavla in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj.
Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemomočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kar težko se predstavljamo danes mi, ki smo moderni, raztreseni, ki nimamo časa, našega Petra Pavla Glavarja, ki moli pri vsaki delu oblačenja, ki zna ljudi učiti moliti, ko jih obiskuje, ko dviga svojega duha. Naj nam Peter Pavel Glavar tudi danes pomaga prav moliti, tako kot je on, v duhu in resnici. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ne glej na naše razprtije, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
krstne knjige župnije Ljubljana Sveti Nikolaj, torej iz leta 1721, original. Torej 2. maja je bil torej Peter Pavel Glavar tu krščen kot nezakonski otrok, ki ga je prinesla torej njegova mama Ana Marija in ga potem odnesla na skrivaj po noči, peš seveda, proti Komendi in ga odložila na prag Faroža, oziroma druge, tako pravi naš pisatelj Pregl. Pregl ima roman Odisej iz Komende in tudi sedanji naš pisatelj, rojak, Komenčan, Sivc, Ivan Sivc je tudi napisal že kar, mislim, da je ne 2 ali 3 knjige o Petru Pavlu Glavarju svoje rojaku, tako da tega moža lahko spoznate tudi preko teh knjig. Če pa kdo posebej želi, se tudi lahko pride pokloniti njegovemu spominu in kipu na moj vrt, številka 7 tu čez cesto. Rad bi se posebej zahvalil našim čudovitim pevkam in pa citrarju, Tomažu, kdo ga ne bi poznal, Lahudnik. Ima seboj 2 hčeri s čudovitimi glasovi in nam bodo sedaj tudi zapeli še eno lepo pesem, tako slovensko, narodoljubno, ko jo je hčera zapela tudi sedaj na državni proslavi na Mali gori nad Ribnico. Tako še blagoslov dan, potem bomo pa prisluhnili še petju našega gosta Tomaža Lahudnika s svojima hčerama. Hvala tudi za vašo navzočnost in za tiste, ki ste tudi posebej za to prišli. Tudi tu imamo mojega sovaščana, novinarja Pavliča Jožeta, ki je tudi veliki pisatelj, ki je veliko napisal na zadnji številki Družine. Lep preberite njegovo pisanje, njegov članek in pa mnoge druge stvari nam je predstavil tega moža, ki ga premalo poznam. Gospod z vami. Blagoslovljena vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala.
Peter Pavel Glavar, duhovnik, učitelj. Veliko sem slišal o njem vsa ta leta, ker pač smo že recimo s kamniškimi koledniki, ko smo prepevali skoraj 20 let, in Rok Lap je bil tudi Komenčan, Nasovčan, in o njem sem veliko slišal v raznih krogih. Potem tudi moja mama je bila doma rojena v Tunicah in tudi cerkev Svete Ane, ki jo je Peter Pavel dal zgraditi, je biser baročne arhitekture, in vse to me povezuje s Petrom Pavlom Glavarjem. In tudi na vse zadnje žena moja, ki je tudi izhaja iz Komende po rodu, in tako smo danes bili prav počaščeni, da smo lahko s hčerkami zapeli pri tej sveti maši ob 300-letnici krsta in rojstva Petra Pavla Glavarja. Glavar, jaz ga gledam kot enega velikega človeka in se mi zdi, da bi se mogli vsi po njemu nekako zgledovati. Preko vse molitve, preko vsega, kar je on naredil, njegov značaj, kako delaven je bil v bistvu on. Meni se zdi, da bi mi lahko vsi se včasih zgledali po njemu v smislu, da bi lahko več molili, da bi lahko se ne pritoževali nad stvarmi, delali, bili delovni ljudje, ker če smo to, potem je tudi živeti lažje, je lažje moliti, in jaz mislim, da tudi Glavar je to čutil in je imel to v sebi, in tudi mi moramo biti nekako tako, kot je on. In tudi danes pri sveti maši se mi zdi, da me je to še bolj navdahnilo, na kakšen način je to gospod župnik povedal, kako lepo je razlagal o njegovem življenju, in kako se je to dotaknilo tudi vseh drugih ljudi in tudi mene hkrati. In se mi zdi, da tudi glede na to, kaj je danes on povedal, bom jaz poskušala tudi v svoje življenje še bolj prenesti. Se vsi trudimo po svojih močeh, se trudimo, da bi bili taki kot Glavar, ampak z današnjim dnevom naprej se mi zdi, da to še bolj se me je dotaknilo in se moramo vsi nekako potruditi, da bo naše življenje tako, kot je bilo njegovo življenje. Danes sem tudi s svojim Ljubljančanom, katerim sem maševal, in drugim, ki so bili navzoči, jasno povedal, da imam Petra Pavla Glavarja zelo rad, ker mi je bil vedno vzornik, ko sem poslušal predstavitve o njegovem delu in njegovem življenju od gospoda dekana Demšarja in drugih Komenčanov in drugih raznih poznavalcev in pisateljev, ki so ga opisovali. Mi je ta človek res vedno bolj rastel in sem bil vedno navdušen, in kjerkoli sem bil, sem tudi povedal, da sem iz tiste župnije doma, kjer smo imeli slavnega župnika Petra Pavla Glavarja. Ker on mi je bil zato vedno tako blizu, ker je bil on blizu vernikom. Kot imam jaz rad svoje vernike, svoje farane ali svoje duše, torej brate, sestre v Kristusu, tako jih je tudi Peter Pavel Glavar imel zelo rad in se jim je posvetil na vseh področjih, v delu, pri delu, v duhovnih stvareh in povsod. No in zato sem tudi danes v pridiki omenjal, kako je obiskoval družine vsako leto, jih poučeval verouk in z njimi ponavljal in tudi ocenjeval. Tako da je vršil torej vse obveznosti koncilskih dekretov takratnega tridentinskega koncila, ker je takrat šele pravzaprav prišel nekako v prakso med duhovnike in med škofije in po Evropi. Tridentinski koncil, ki je prinesel veliko novosti in veliko navodil in predpisov za obnovitev krščanstva v Evropi. No in zato mi je Peter Pavel Glavar vedno bil blizu in sem bil vedno vesel, da ko sem bil na Dolenjskem, ko sem se peljal mimo Trebnjega in Mirenske doline, mi je vedno Lanšpreš bil pred očmi in Peter Pavel Glavar, ki tam dela, ki zasaja lipe, ki sadi jabolka, ki obrezuje trte, ki ljudi poučuje, ki jih potem spoveduje tudi na Veseli gori
in potem tudi, ko urejam tisto šolo za čebelarje, torej povsod delaven in garaški, in zato grem tudi na njegov grob v Lanšprež vedno z velikim veseljem in ponosom. In zato ga imam tudi sedaj na mojem vrtu tukaj pod Ljubljanskim gradom v Ljubljani kot simbol mojega zgleda in moje navdušenosti, da bi ga čim bolj znal tudi posnemati.